168 ur medkulturnega urbanega doživetja in še mnogo več. Metliški teden kulture na placu je 9. zapored združil vse, ki jih zanimajo kultura, glasba, ustvarjanje in še mnogo več. Mednarodni festival je na Partizanski trg spet privabil veliko število radovednih obiskovalcev, s čimer poslanstvo festivala še kako živi. Namen festivala je oživitev starega mestnega jedra Metlike in pa ponuditi mladim v poletnih mesecih brezplačne delavnice, brezplačne koncerte, da se dviguje njihova kulturna zavest in pa da tudi ustvarjajo. Teden kulture na placu se je v bistvu začel že pred 9 leti iz enega razloga, pač bilo nam je dolg čas v Metliki, ne? In v bistvu smo hoteli sami sebi in pa tudi okoliškim prebivalcem na tem ruralnem področju ponuditi razne celodnevne aktivnosti in v bistvu nekakšno hranjenje s kulturo. In iz te zadeve, te prvotne ideje je ratal današnji festival, ki ga v bistvu v enem tednu obišče več kot 5000 ljudi, ki seveda uživajo v vsakodnevnem preganjanju dolgčasa na delavnicah in seveda ob prijetni glasbi, kot jo imamo tudi danes. Ustvarjalne in brezplačne delavnice so poskrbele za prebujanje talentov in ustvarjanje kreativnosti. 17 različnih delavnic, od umetniških do bolj tehničnih delavnic, vrsta večernega kulturnega programa, od blues večera do elektronike, do rocka, res različnih zvrsti za različne ljudi, tako da mislim, da bomo uspeli zadostiti vsem okusom. Imamo zelo pestro ponudbo naših delavnic, letos jih imamo 17 plus 1. Gre pa v bistvu, skušamo imeti res široko področje, od fotografije do glasbe, naprimer muziciranje s kitaro, potem plesi, kot so naprimer afriški, pa breakdance, potem imamo naprimer videomontažo, animacija, street art, grafiti, tudi kuhati se radi učimo, poleg tega pa tudi zelo radi izpostavimo otroške delavnice. Kulturno-umetniško društvo Plac v vlogi prireditelja Tedna kulture na placu vztraja pri zgodaj zastavljenih ciljih in oživlja Metliko v vročih poletnih dneh. Ob večerih pa so na svoj račun prišli tudi ljubitelji odlične glasbe in predstav. Imamo 21 kulturnih dogodkov, bi lahko temu rekli, od teatra z Demos Thyssen teatr, katero smo lahko poslušali včeraj, potem imamo multimedijsko predstavo Kokon, potem bomo tudi imeli poezijo z Esadom Babačičem, ki bo predstavil svojo pesniško zbirko Prihodi, odhodi. Kar se pa tiče muzike, imamo pa res širok razpon med žanri, od popa, rocka, tudi punk, potem elektronika, etnomuzika. Prvi večer Tedna kulture na placu so oder zavzeli Demos Thyssen teater s predstavo Necenzurirano, duet Tokca in Klariča in lokalne legende BB Shop, ki so imeli svoj prvi koncert po 28 letih. Ja, vmes smo ustvarjali družine, džobe, biznise, zidali hiše, sadili vrtova in tako. Takšen občutek, ki se zopet vračate na oder, super tukaj doma recimo? Super dober, ljudje to pričakujemo občutek, da vsi čakajo BB Shop. A ni to dobro občutek? Predstavljamo pa stare komade. 5 starih komadov, to bo spomini na stare čase. Rahli novi preobleki. S ponosom lahko rečem, da smo že 4krat sodelovali na Tednu kulture na placu in se z največjim veseljem vračamo. Naš repertoar večinoma predstavljajo komedije, ki so bodisi socialno kritične ali pa zgolj zabavne. Danes smo se občinstvu predstavili tokrat premierno z dolgo formo gledališke improvizacije, poleg tiste kratke forme, ki jo večkrat igramo in ki je pri publiki najbolje sprejeta. Improvizacija pa je vse prej kot lažji način teatra. Ljudje pričakujejo, ali pa imajo napačno predstavo, da je gledališka improvizacija zgolj improvizacija, da lahko nekdo pride in nekaj naredi. Daleč od tega. Potrebne so vaje, potrebne so leta vaje in neka pravila, po katerih se igralci ravnamo, da lahko potem odigramo prizore, ki smo jih recimo danes odigrali. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall.